It is with a concrete and dramatic example. He tells how the Soviet planted a listening device in America's Moscow embassy, concealed inside a wooden carving of the Great Seal, presented as a gift by the Russians. Go ahead, open it up. And here is the clandestine listening device. You can see the antenna in the area, and it was right under the beak of the eagle. Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o sovjetski prisluškovalni napravi. 4. avgusta 1945 je šolska skupina ruskih otrok iz organizacije Leninovi pionirji Američanom podarila leseno repliko, veliko 61 cm, ki je imela obliko ameriškega orla. To repliko so podarili ameriškemu veleposlaniku v Sovjetski zvezi, Averalu Hayermanu, ki je verjel, da je to simbol sovjetsko-ameriškega prijateljstva, saj sta bila Sovjetska zveza in Združene države zaveznika v drugi svetovni vojni. Ta plaketa je bila izobešena v pisarni ameriškega veleposlanika v Moskvi. Vendar to ni bilo samo darilo. Sovjeti so v to repliko vgradili visokofrekvenčno radijsko napravo. Ta prisluškovalna naprava je imela vzdevek stvar. In ta stvar je Sovjetom omogočala prisluškovanje zaupnih pogovorov, ki so jih imeli Američani v pisarni ameriškega veleposlaništva. Presenetljivo je to, da je naprava delovala brez baterije ali električnega vezja. Namesto tega se je sprožilo, ko je bil vanjo usmerjen radijski signal v smeri njene antene. In sicer iz vozila, ki pa je bil parkiran pred stavbo. Pogovori, ki so jih imeli veleposlaniki v pisarni, so povzročili vibracijo v membrani pri napravi in ta naprava je oddajala frekvenco osebi v vozilu zunaj stavbe. Ta preprostost pri tej napravi je napravi omogočala, da je imela neomejeno življenjsko dobo in jo je bilo zelo težko odkriti. Stvar je delovala kar 7 let, dokler je niso odkrili leta 1952. Namreč leta 1951 je britanski radiooperater zaznal nenavaden signal in s tem po naključju slišal pogovor Američanov, medtem ko so Sovjeti uporabljali to napravo. Nato so Angleži obvestili Američane. Po tem obvestilu je sledil pregled cele pisarne, vendar nikoli niso našli ničesar. Nato so še pregledali stene in tudi takrat niso našli nobene naprave. Celo repliko ameriškega orla, v katero je bila vstavljena naprava, so ga večkrat pregledali in nikoli niso našli ničesar. Leta 1952 se je še enkrat dogodilo, da so slišali zvoke pogovorov preko radija in nato so sneli orla dol iz stene in ugotovili, da se ga da dati na pol. In notri so našli napravo. Sprva so bili Američani zelo zmedeni in niso vedeli, ali gre za dejansko prisluškovalno napravo zaradi svoje preprostosti. Ampak po analizi so ugotovili, da gre za britansko različico podobne naprave. Odkritje naprave so Američani zamolčali vse do leta 1960, ko se je zgodil incident U-2, ko so Sovjeti Američane obtožili vohunjenja. Vendar so takrat na konferenci Američani pokazali maketo in napravo, ki je prisluškovala ameriškemu veleposlaništvu kar 7 let. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.